drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si v današnji uri resnice. S menoj sta naša stalna komentatorja, Peter Janči pa Miran Videtič, dobrodošla. Živa. Nadaljujemo s politično debato in predvolilno kampanjo, ki se uradno še ni začela, pa v bistvu že traja. Naslov današnje oddaje pa so Dražgoše, fronta anti-Janša in pa kosilo v penu. Peter, zdaj verjetno ni dvoma, ne, da je pri zadnji vikend, ki je bil pač Janez Janša na Osankarici in v Dražgošah, ni dvoma, da je to Robert Golob, ne? Ker sem hotel vprašati, kaj bi bilo, če bi Janez Janša prišel, pa Robert Golob, najprej na Osankarici v soboto, potem v nedeljo v Dražgošah. Najbrž ni dvoma, da je šlo to za predvolilno kampanjo, ne? Absolutno je šlo za predvolilno kampanjo. Mene je samo presenetilo, v katero smer je zašla ta predvolilna kampanja, ker mislim, da je Golob naredil popoln avtogol si, ne, s tem slikanjem, z partizanskimi vardami, ki so bile oborožene s tino, ne, z brzostrelkami in s puškami, ko so varde prepovedali v parlamentu, paravojaške pač organizacije, ne, razen policije. Golob celo orožje pobira, ne? Ja, še to, zdaj se z Romi dogovarjajo, da morajo celo vrniti orožje, ne. Mislim, tole je bilo sporno, ne. Drugo je bilo to fotografija, tisto, ki smo jo vsi videli, ne, kjer je izstopa Bor Zuljan, ne, za svojo nenavadno barvo oblačil, ki je preglasil Urško Klakočar Zupančič in vse druge, ki so prejšnja leta z rdečo barvo izstopali, ne. Že te simbolne podobe. Ne, samo imel zlato barvo, kako, Zuljan, ne? Zuljan je imel za neko rjavo zlato, Mene pa se zdela bolj zlata. Vsekakor je izjemno izstopal, ne. Drugo je bilo pa to, da je tudi sicer Golob poslal ideološka sporočila na ravni Josipa Broza Tita in Edvarda Kardelja, ne, čigar prireditev to je, za nju je bilo to narejeno in za njuno dediščino, ne. Tja so tudi nametali kosti spodaj umrlih vaščanov, ki so bili žrtve tega spopada v Dražgošah, ne, katerih imen tam ni, ne, razglašajo to za boj za slovenski narod, kar se je tam zgodilo, ne, kar je propaganda pač na ravni prejšnjega režima, ker v resnici je pa šlo, dajmo naravnost povedati, to vsi zamolčijo, ne, za zelo preprosto stvar. Glejte, pol leta prej je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo, ne, do takrat so bili pač naši komunisti z Nemci v kolaboraciji zaradi pakta Hitler-Stalin, ne, in niso se nič opirali, ko je šlo za okupacijo Jugoslavije. Po tem napadu so se pa začeli opirati v interesu Sovjetske zveze, ne slovenskega naroda. Najlepši dokaz za to, ne, da tam ni šlo za nek boj za samostojno Slovenijo, je pa to, da je ta Titova vojska, ne, ki se je tam borila takoj, ko so zmagali, na koncu ukinila slovenski jezik v vojski sami in se v njej ni smelo govoriti slovensko. Jaz sem bil pozneje v tej vojski, ne. To je pač ni bil dovoljen jezik, nas so ponižali, izločili, ne. To ti pove, zakaj je šlo, ne. Oba smo bila v tej vojski, ja. Ampak to hočem reči, Peter, tisti lapsus, ki sem ga prej nekaj pojasnim, želel sem te vprašati v bistvu, pravzaprav oba dva, no, kaj bi bilo recimo, če bi se Janez Janša zdaj pojavil na kakšnih od teh partizanskih poslav? Da bi se v tej družbi zdaj pojavil, recimo, moče dvojim, če bi pa bil na vladi, pa ni mogoče izključiti, da bi tudi prišel na tako proslavo, res pa, da potem tam ne bi bilo rdečih zvezd. Ampak verjetno prej na Osankarico, ne, kot na Dražgoše. Lahko bi tudi na oboje, ampak bi jo tam nagnali pač te simbole komunizma, ne, in bi bila sporočila popolnoma drugačna, ne. Tudi sporočila, ki so, da se je treba upreti okupaciji, ne, ampak tudi neko obžalovanje za strašne posledice tega, ki so jih utrpeli ljudje tam, ne. In poglejte, tudi to, da je tam šlo za nek veliki vojaški dogodek, v obeh primerih je čista izmišljotina in laž. Ne, v obeh primerih je šlo za popolnoma nepomembne dogodke, ki so bili pa v korist in pač partiji, ne, komunistični in tudi Sovjetski zvezi, ki je skušala opore vse posod spodbuditi, ampak da bi tile odredi ogrožali nemško vojsko, ne, in ali na Pohorju ali pa na Gorenjskem. Glejte, to je izmišljotina. Šlo je tudi za policijske akcije, mimogrede, sploh ne vojske nemške. Da ne gremo v zgodovino zdaj, no, ker smo itak, ki je bil že pred kratkim Jože Dežman tukaj, pa je te stvari razlagal. Zdaj, Peter pravi, Miran, da je v bistvu se Golob s to partizansko zgodbo, zdaj, da Osankarica Dražgoše ustrelil v koleno, ti si verjetno mislil glede predvolilne kampanje. A se ti strinjaš v bistvu s tem? Ker jaz imam tukaj malo pomisleke, ne? Peter, si se ni natančno pojasnil, zakaj ne bi se ustrelil v koleno, no? Tudi jaz. Lahko, da se je ustrelil v koleno pri takih, kot sem sam. Ki je, recimo, ki je v tej Dražgoše ali pa na Osankarico hodil kot otrok, ne. Pa takrat, ko sem jaz na Dražgoše starši hodil, je bil največji
čin, da rečem, nek partijski sekretar iz Škofje Loke ali pa iz Kranja, pa 15 ali pa 20. A tudi na Dražgoša, ne? Ja, seveda, v tistih 80 letih ni bilo tega. Mene predvsem moti to, da so oni ugrabili ta antifašizem. Antifašizem poskušajo tudi, bom rekel, izločiti iz antifašističnega partizanskega boja vse tiste, ki so bili verni, pa jih je bilo večina. Primer Osankarice. To zdaj previdno omenil, ne? Ja, primer Osankarice, tam je bilo sila mal komunistov, ne, v tistih Šarhovih, bom rekel, med tistimi fanti. Mene to blazno moti, ker kmečki fantje, ki so šli v partizane, niso šli zaradi komunizma, ampak zaradi tega, da obranijo ta svoj dom. Skratka, meni je to nagnusno, kar se zdaj dogaja. Nagnusno mi je to, ker tudi v trdih 80 letih, kar se jaz recimo spomnim, nisi imel nekih oboroženih formacij z mitraljezi in podobno, in je vse skupaj delovalo bolj ali pietetno ali pa spoštljivo odres do tega partizanstva. Se pravi, sami komunisti, partijci, ki so vodili takrat tisti režim, sistem, niso bili tako skrajni, kot je to danes. Jaz si to razlagam samo z eno zadevo. In sicer, da ne gre toliko za spomin, ampak gre za biznis. Zato sem tudi jaz takrat svoj čas to besedo profit partizanstvo v javnost spravil. In jaz se pač z njimi ne morem poistovetiti. In tudi na nasprotni strani bi predlagal, zdaj jaz verjamem, da smo vsi na nek način antifašisti, da naj te maškarade pač pustijo. Enostavno bo treba počakati zdravo razumsko levico, da se vrne v to državo, ali pa socialdemokracijo, ali pa liberalizem, ali pa karkoli. Naj narodu naj ne dodajajo olja na ogenj teh neumnosti, ki jih počne ta lažna levica, ker jaz mislim, da absolutno bo prišel čas, ko bo spet zavladala neka zdravorazumska opcija na levem polu in bo verjetno se vrnili tudi take pietetni dogodki in pa, bom rekel, spomini na partizanstvo, na antifašizem v neke normalne vode. Jaz se recimo kot nečak partizanov, kot vnuk internerovcev z Golobom, ki je bil verjetno prvič na Osankarici pri 59 letih, ne moram poistovetiti. Ampak zdaj po te Dražgoše imamo, Osankarice so nekoliko druga zgodba, ne? Ampak te Dražgoše... V njihovih glavah je to vse enako. Ja, hoče reči, Dražgoše postajajo zdaj tudi nek tak, kako bi rekel, nek taki dogodek, te politične smetane na levi, kar nikoli niso bile. Ti si omenil prej Zuljana, te zlati bundi, tako dalje, to je zdaj začel nastajati. Golob je prišel v belem pulju, Tina Gaber mu je prej natikala značko in tako dalje. To je neka nova zgodba. Mamo prepeljala in tako dalje. To je zdaj čisto, bo rekel, kada bi šel za nek sprejem v Cankarjevem domu, se mi je zdaj. Neka fancy, v njihovih očeh blazno fancy. Mislim, da ne gre za čist nič novega primerjavi s prejšnjim režimom. Edino, kar je, danes je ta boj proti fašizmu dosti bolj bedas, kot je bil takrat. Antifašizem. Zdaj bom povedal, zakaj. Kdo trenutno je največji borec proti fašizmu v Ukrajini in v celotni Evropi? Največji borec proti fašistom v Evropi je Kremelj in Moskva in Putin. Oni se dejansko borijo, in to je tudi njihovo uradno stališče, proti nacizmu v Ukrajini in tudi proti nacizmu v celi Evropi. Zahodnoevropske vlade. Ne, čisto resno. To je uradna politika, uradna stališče Moskve, so, da je Evropa fašistična, da so vlade v Evropi fašistične in da je tudi Golob fašist, ker sodeluje, ker sodeluje pri pomoči Ukrajini. Kolikor sodeluje, tam je fašist. Ni nacist, po ruskem mnenju. Dosti manj, kot je prejšnja vlada, ampak vendarle. Jaz bi bil zato pri tej retoriki danes, fašizem pa nacizem sta bila poražena pred 800 leti. Pri nas so to fantazmo boja proti fašizmu zdržal prejšnji režim, diktatura, zaradi tega, da so legitimizirali sami sebe. Svojo diktaturo, ki je bila enaka. Prekrivičen si do tistega režima v smislu, da so take smešne dogodke organizirali.
To ni smešen dogodek bil. Ne, to, kar se zdaj dela, Ne, Peter, to, kar delajo Mira, zdaj, prav, da je zdaj to, smešno, kar da prej ni- delajo prej zdaj, ni to bilo je na tak način smešno. organizirano, Ni ne. bilo nikoli. Takrat so bili, a veš, to so prihajali ljudje, ki so bili udeleženci antifašističnega boja. In v njim ni bilo do smeha in do estradništva. To danes pa je estradništvo. Lej, mene so že na fakulteti to učili. Ne. V drugi svetovni vojni so v partizanih najboljši padli. Ostalo je pač drži. tisto, kar je ostalo in ki so potem prihajali. Drži. Zdaj pa so celo ti že vsi mrtvi. Ja. In zdaj, zdaj smo pa priča politični propagandi na tej neki preteklosti. Ja, pa sej to jaz govorim. Problem te preteklosti je, da je ne znamo kot država kritično presoditi, ker nismo naredili preloma in je obsodili kot država. Jaz sem proti temu, da bi se kaznovalo kot v nekaterih drugih državah ljudi, ki so zlorabili oblast, pa pobijali, pa kradli. Ne? Ampak vendarle bi morali jasno stališče postaviti tudi v izobraževalnem sistemu in jasno obsoditi preteklost. Ne? Ustavno sodišče je to celo naredilo, ko je imelo bolj desno sestavo. Ne? Sicer pa država ni. Tudi v učbenikih to ni rešeno. In te proslave nam dokazujejo in oblast, ki jo imamo, da nimajo razčiščenih terminov. Ne? To je pa slabo, ne? Slabo sporočilo. To, ki si prej omenil, te udeležba, mama od Tine Gaber, ne? To je v bistvu Janković se smuš uvedel. On je začel na te dogodke svoje predvoljne mamo in tako dalje in vse te snahe, vnuke in vse stvari. In to zdaj očitno Golob tukaj prakticira. Ja, kopirajo Gazdo, ne? Kopirajo Gazdo, sej vidiš, da se ne morejo nekako od njega odtrgati, koliko jim to škoduje, pa škoduje jim. Se ne morejo in ne smejo od njega utrgati. Meni je bilo zanimivo, simpatično v tem, mislim simpatično. Ti si tam našel eno fotografijo, si odkril, si objavil na družbenih omrežjih, mama, Mateja, Gaber, zelo jezno gleda Urško Klakočar Zupančič. Mislim, to neverjeten pogled je bil to. Lej, meni to kaže, da je pravzaprav, zdaj če malo tako karikiram, da je pravzaprav ohranitev oblasti družinski projekt postala. Ne? Nove družine Golobove. Ne? Gaber Golob. Nove njegove družine. Ne? Tam, sveda, oče ima... Svoje mame ni pripelil na Dražgoše, pripelil je taščo. Ne? Tako da to ti vse pove, ne? Kar se tega tiče. Zdaj mama ima mogoče kakšne razloge, da ni bila, ampak načeloma je on se utopil v družino Gaber. Ne? Tako da, oni iz tega definitivno delajo politični projekt, ampak tako, kot je zapisal Zmago Jelinčič, in tle se jaz popolnoma strinjam z njim, ne? Borci se obračajo v grobih. Ne? Zmago Jelinčič je postavil tezo, da je Golob v bistvu prvi politik, oziroma prvi govorec v Dražgošah, katerega korenine družinske grejo tudi niso partizanske, do fašizma. Ja, tako se govori, tako se govori po Primorskem. Golob tega še ni zanikal. Jaz nimam nobenih dokazov, je pa vse več ljudi, ki so s to tezo oziroma s tem podatkom prišli in Golob nikoli tega ni zanikal. Pa se to ni nič tega, Primorska je bila pač del Italije takrat, lepo, no. Če to drži, pa da govoriš na Dražgošah Petar. Kot je bil Maribor recimo del Nemčije in so fanti morali iti vojsko, drugače so jih ustrelili. Ja, pa jaz mislim, da ima ta država veliko... Pustimo to zgodovino, jaz bi samo to opozoril, zakaj sem povedal, da mislim, da si je Golob ustrelil v koleno s temi obiski zdaj. Udaril je po svojih partnerjih, ki jih rabi na volitvah. On se je s tem postavil povsem na levo, tam, kjer volivce nabirata SD, Levica. S to partizansko turnejo. In s to obiskom teh partizanskih prireditev in zagovori, ki jih je imel, ki so bili skrajno levi. Boj proti fašizmu, nacizmu, vsi drugi so, opozicija so fašisti in nacisti. To sporoča. To je govor skrajnežev, to govori Kordiš. In zdaj Nemo krade volivce, v resnici ga bo pa rabo, na volitvah. Če noben na levi ne bo prišel v parlament, že itak on ni najmočnejši, vlade ne bo nikoli sestavil. On bi moral kot predsednik vlade ciljati širše, da dobi glasove preko tega čist levega pola, ki jih je dobil na prejšnjih volitvah. Na ta način mislim, da si je res po mojem ustrelil koleno. Na ta način pa ja, to ima Peter pa prav. On se zažira v ta radikalni levi. Zdaj počas prehajamo v drugo temo. Tako, krog in na tej točki se pa strinjam, da se je ustrelil v koleno.
Ne? Ampak zanimivo je pa to, ne, da glede na to, da so ta močna ozadja, ne, lahko rečem Kučanova ozadja, ki so do zdaj znala dosti dobro nekako razporediti te glasove in sestavljati te vlade, da se je išlo, tokrat ne posegajo v samega Goloba. Izbrali so si ga, on je zdaj izbranec in mu prepustijo pravzaprav, da dela, če se zdaj, bom rekel, če se postavim v njihov kot, zame bi bilo to težke neumnosti. Vsak dan Golobovega javnega nastopa kot levičarja je pravzaprav promil ali pa 2 ali pa 5 ali pa 10 dol levega pola. Veš, kaj sem opazil, zdaj, ko sem gledal te televizijske posnetke, pa te izjave iz Dražgoš, kot pač ti novinarji televizijski intervjujejo, tam ljudi, ki so bili tam, nihče, kako ga bodo volili in tako dalje, v glavnem, nihče ni rekel, da bo volil Goloba. Eni so se lotko malo, bom rekel, bomo še razmislili. Pa dvomim, da je to RTV cenzurirala, Te bi cenzurirala, zagotovo ti ne bodo vodili Janšo, ne bodo vodili nikoga na desni, bodo vodili nekoga z levega, ampak nihče ni omenil Goloba. Ja, drži, ja. To je ena stvar, ki se bi tako videl iz teh pač posnetkov. Druga stvar pa je videl sem, da se Kučan ni kaj dosti fizično. Ni se pojavil zraven Goloba. Bil je Janković zraven Goloba. Lahko, da se je, ampak tokrat ni prišlo v javnost fotografije. Ni pokazal. A to kaj poveni? Pokazal se je Žavbijem, oziroma Žavbi je pokazal, Žavbi je pokazal se s Kučanom, iz Jankovićem. To je zgledal tam, se pravi v tistih prostorih, noter na Reski laufajo, Padre del Padre pride, njegov izbranec Zoran Janković pride, Zdaj vprašanje je bil, verjetno je bil Golob tudi tam, ker tisto pripenjanje Gabrove, mislim, da je bilo tam nekje. Ampak ni pa kazal Kučan interesa, da bi se pa preveč kazal s tem Golobom. To pa drži. Kar kaže na to, prosim, še ta stavk, kar pravzaprav mediji nočejo povedati, zaradi naše stvari, da pravzaprav tudi na desni, to ti bolj veš, kaj jaz, ki se ukvarjaš s tem, na levici med strankami ni prav nobenega navdušenja nad Golobom, celo prezir. Jaz bi bil previden. Zdaj moramo biti razlog, da se je malo manj Kučan kazal, tudi ker je malo starejši in mu ni več lahko tam. To je fizično je težje. Bil je tam. To hoče reči, lani je veliko pozornost v resnici pritegnil, ne s tem ravno, da bi tam skakal v prvih vrstah, ampak tisto noro izjavo, ko je novinarko vprašal, ali imaš še službo s Pop TV, a sad te ima, sad te nema, kar je že bilo malo nelavadno. Zdaj pri tem fenomenu Kučana, ki podpira Goloba, večkrat se je z njim dobival, ga podprl, tudi v kampanji, proti Prebiliču pa to. Jaz mislim, da tam je bolj dobro spomniti na tole preteklost z Drnovškom, Drnovšek je bil spreten vladar, on je namerno vzpostavil vsaj javno neko ločenco do Kučana in celo konflikt s Kučanom, ker mu je to koristilo. Goloba primerjati. Ker mu je to koristilo, njemu, Drnovšku, Golob zdaj ravna popolnoma drugače. Na prejšnjih volitvah mu je to še šlo skozi, je dobil tudi te volivce, ki jih je Drnovšek. Jaz mislim, da zdaj tvega, da tokrat mu pa ne bo šlo skozi, ker ga bojo ljudje ne bojo več sploh resno jemali. Pa še pokradil bo to, ko sem prej rekel, tem svojim koalicijskim partnerjem, ki so tam pri Kučanu glavnem. Samo zdaj, ko govorimo o tej kraji, teh glasov na levici, zdaj dela, to je definitivno, zdaj poskuša Golob, tudi s tem kosilom danes, ki je, zdaj mi bomo prej postavili, predno se bo to kosilo končalo, dela neko fronto anti-Janša, na levi sredini. To poskuša delati, celo tako, na nek način jo poskuša malo formalizirati, To lahko tudi zelo različno razlagamo. Jaz mislim, da je tu spet, da ima veliko napako. Zaradi tega, ker bo te stranke, ki so prišle k njemu, bo praktično uničil. Ker težava, ki jo on ima, pa tudi njegova koalicija... Recimo, če te potem tako vprašam, Peter, v čem ti vidiš smisel tega, da Golob zdaj vabi te stranke? Točno to, kar sem rekel, da uniči konkurenco na levi in da se on spostavi glavni igralec proti Janši. So pa drugi, ki so na to igro pristali z izjemom, mora biti SD, ki je vendarle relativno močna, izjemno naivni, da na tak način se podredijo vladarju in rečejo, ti si super, mi ne gremo proti tebi na volitvah. Kdo pa jih bo volil, gospoda Prebiliča? Če on ni kritičen do te vlade, če je rezervno kolo, ki bo prišlo v poštev, če slučajno levica ne pride not, pa bo prišel on, zakaj bi ga ljudje volili? Ljudje te volijo, ker ponujaš neko boljšo opcijo in zdaj jih je Golob lepo
podredil. Ne. Stevanovič je to opazil, ne čisto takoj. Ne. Ali je bil motiviran. Ne čisto takoj. Najprej je rekel, da ne more iti in poslal namestnika. Najprej rekel, da pride. Potem je rekel, da pride namestnik, ko je pa videl, kakšne so reakcije v medijih, pa rekel, da pa sploh ne grem, ker mene se ne da kupiti. In potem začel naprej s tistimi svojimi floskolami vnaprej pripravljeni. Tako da Stevanovič je v bistvu se zdaj pokazal v 2 tednih, kakšen kaliber. Ampak ima vse časoma. Vse časoma je opazil, v čem je težava, medtem ko drugi niso opazili. Ja, očitno so opazili delno pirati, ki so rekli, da pridejo, ampak da ne bodo podpirali vojaka Goloba. Pirati so pa nekaj posebnega. Mene predvsem čudi, to si dobro načel, mene predvsem čudi Prebilič, Prerod. Zakaj? Oni bi radi bili drugačni od Goloba, hkrati pa se ne upajo izpostaviti največje možne razlike oziroma največje možne teme, ki jih lahko oddali od Goloba in mogoče pritegne tisto zdravo levo-liberalno volilno telo. Torej, to je tema Zoran Janković. Tistih 20%, 15-20% nekega volilnega telesa, ki je naivno 22 verjelo, da volimo vrhunskega menedžerja, in se je zdaj na pol mandata, na začetku mandata ali pa zdaj proti koncu, odločilo, da gre spet nazaj med neopredeljene, ampak Prebilič tega ne naredi. On ne izpostavlja Jankovića. Izpostavlja pa ga zelo pametno Anže Logar zadnje čase. Iz tiste svoje bančne zgodbe, pa gre pol na kriminal, pa gre na korupcijo, pa da kakšen primer Ruma, pa da kakšen primer... Skratka, Logar je vzel vse tisto retorično, kar bi mogel Prebilič, če bi se želel distancirati od Goloba. Kada so v nekem krču reči 5 besed o Zoranu Jankoviću negativno. Ja, zdaj jutri ima tiskovno konferenco, Kdo? Prebilič, na temu korupcije. Poslal bo svoj antikorupcijski program. Hkrati je pa danes na kosilu s nekom, ki je del tega korupcijskega programa. Skrati gre pa na kosilo. Zakaj? A on to Prebilič ne upa več? Ne vem. Mislim, najprej on vabil, je dobil košarico od vseh, zdaj pa leti na prvi poziv, ki mu ga da taki pokazan. Jaz mislim, da so oni ta moment precej pri Prebiliču zmedeni in prestrašeni. Pa bolj, kaj jim bi človek dopovedal rad, da te ankete ne kažejo realne slike, bolj oni delujejo kot prestrašenci in pravzaprav se kažejo v tem momentu kot nekdo, ki bo privesek Golobu, torej da grejo v reševanje Goloba, da bojo privesek, če bi eventuelno scenarij o, bom rekel, levici, to, kar smo predstavili prejšnjo oddajo, ki je zelo realen scenarij, da bojo vse obesili levici, ohranili Goloba čistega, torej vse slabo, kar se je dogajalo zdaj v 4 letih, in da bi potem prišel zraven Prebilič. To ni resna politika. Če grejo v to smer, potem so zavozili. Vse to ima Peter prav, zakaj bi nekdo volil Prebiliča? Imaš tam neke originale. Tako, tam imaš original. Tako da vse tisto, kar bi mogel biti zdaj Prebilič, je pravzaprav ta moment na teh antikorupcijskih zgodbah Logar in gremo zelo fantastično. Kaj pa prav? Ja, izvoli. Sam še eno dimenzijo bi omenil, da moramo tudi to gledati, da je Svoboda pravzaprav tu velik tanker, tudi finančno. Jaz sem včeraj objavil zgodbo, da so razkrili skozi piškotke na eni spletni strani, da porabljajo 150 000 evrov za kampanjo do začetka volilne kampanje. To še ni uradna kampanja, tega ne bojo prijavili, za promocijo gibanja Svobode. Imajo tudi medije številne, predvsem na Sjolu vidimo čisto politiko, propagande, tudi dela, kampanje za Goloba. In v tem položaju so te majhne stranke, Prebilič in podobni, še v dosti večjih težavah. Tudi ko bojo oni opazili, kaj bi morali narediti, da je pa zelo edina možnost, da poskušajo iti proti, ne bojo več mogli. Ali pa se to ne bo slišalo, ker tega pač mediji ne bodo prenesli. In oni tudi nimajo oglasnega denarja, ki ga ima Golob. On ima v resnici zelo dosti denarja, ker je dramatično povišal dotacije mesečne, in te se delijo glede na rezultat na zadnjih volitvah, torej predvsem njemu. To so neomejeni budžeti zdaj, v našem smislu. To je dejansko zelo pametno naredil. Tu se je izkazal kot dober menedžer za sebe, je znal zelo dobro poskrbeti. Pa še en fenomen je tukaj zanimiv, tale Miha Kordiš,
če kdo ne bi smel iti na kosilo v Pen, ne, ki itak je restauracija, kamor Miha hodiš, ne bi smel hoditi. Točno to se hoče reči. Zdaj še presenetim, da se lahko pa s kravato pride. Mimogrede, zdaj ta informacija ni 100% preverjena, je pa 99,9, kuhar in bo šef, ne, ki je sin Marjana Šiftarja, ne. Trsnega sodelavca Milana Kučana. A šef je on tam? Ja, tako, on je šef. Ne, tako da, zdaj, mogoče bo danes tam ne bo, ne, je na dopustu, ampak načeloma je pa on šef. Zakaj Miha Kordiš gre v to zgodbo? Mislim, on je šel ven z te vlade, ne? Ne, on sodi v to zgodbo. Meni je bila ena podrobnost zanimiva, ko sem zadnje dni proučeval, ko sem videl, da ima to neke težave na sodišču, ko skuša direktor nekaj spremeniti podatke, pa so ga na sodišču zdaj zahtevali, da mora dodatne podatke poslati. Pa sem šel malo nazaj gledati, ne. Pa sem opazil, da prejšnji direktor je pa en gospod, ki je pa zapravo vaterpolo igral v Kranju, tega Tozda od Kordiša, ne, ki je vaterpolo igral v Kranju, ne, potem sem malo pogledal, okoli sem gotovil, da je na ta način bil Kordiš povezan z vaterpolom, ne. Potem pa pogledamo še eno nenavadno stvar, ki se je zgodila novembra lani, ne. Tega šefa resnice Stevanoviča so nenadoma dali za šefa vaterpolo zveze, ne. In ga s tem dvignili, ne, to se ni zgodilo slučajno. Ne da bi v vodo skočil, ne. Ja, in zdaj sem celo bral, zdaj se celo hvalil, kako je on uredil, da je ta naša ekipa, reprezentanca prišla v Beograd in da je zaslužen. Čeprav je vse to bilo že prej doseženo. Ampak so v Kranju že pol leta prej na kvalifikacijah uspeli priti na to prvenstvo in to tretjič zapored, ne zdaj prvič. Alarm, ki bi mogli novinarji ga sprožiti, je njegov nastop, da je saniral vaterpolo zvezo večinoma z lastnimi sredstvi. Jaz sem postavil na Facebooku javno vprašanje, pa mi ni odgovoril. 1500 € ima plača, ne? Ne vem, ampak če lastna sredstva, jaz predvidevam, da si nek svoj denar prinesel na zvezo. Tako da, nenavadno je že to, ne, da ponavadi so predsedniki nekih športnih panog, ne, oziroma organizacij, predvsem direktorji. Zakaj direktorji? Zato, da lahko denar pripeljejo. Tle je pa zanimivo, ne, da se nek človek, ki bi rad bil antisistemski, ki ne bi bil rad del levega političnega pola, ki, bodimo pošteni, ima roko nad športom, ne, želi predstaviti kot nek Robin Hood, ki je prišel na vaterpolo zvezo, potem, mislim, to so malo bučke za zato, da gre v Beograd. To so malo bučke. Meni se to zdi fascinantno, mislim, bizarno, da nekdo, ki gre v politično kampanjo, ne, mesec, dva pred kampanjo, postane predsednik neke športne zveze. Športa, s katerim nima nič skupnega, ne? Koliko jaz vem, on nikoli dobro je preračunano, ne? Kako? Dobro je preračunano. Ampak ne vem, če je to smiselno čisto, ne? Ne vem, če je to smiselno. In na to, kar si tu zdaj tle poudaril, sem tudi jaz bil zelo pozoren. On sem ga poslušal, sem šel pogledati njegov posvetek in on je govoril, kot da je on poskrbel za to, da je naša reprezentanca zdaj prišla na evropsko prvenstvo. Tako. Kar je nemogoče, ne? To pa ni. Ja, zelo rad, pravzaprav, Stevanovič ima eno težavo, ki je prej nismo zaznali, ker ni bil na radarju tok, ne. Pravzaprav s temi svojimi pripravljenimi nastopi je verjetno res fasciniral določen delež populacije. No, zdaj se je pa to, ko pride pa v prve probleme, se pa izgubi, ne. Je pa žaljiv, je aroganten in pravzaprav ni več tistega časa, da si zorganizira dober PR-ovski nastop. Ful je popadljiv do novinarjev. Ja, jaz mislim, da če ne bo dobival vprašanj naprej, ima pa recimo kar lepe možnosti, glede na to, da smo ga zdaj prepoznali kot privesek levega političnega pola, ne, tega lažno levega. Jaz mislim, da brez vprašanj naprej bo on zgubljen na teh soočenjih. Še nekaj bi rekel, še ena stvar povezuje Kordiša pa Stevanoviča. Ne? Oba sta v resnici voditla teh protestniških vojsk. Ne? Kordiš vodi vojsko levice in je levici to odpeljal, tudi tiste, ki so najbolj ostro fizično tudi protestirali proti desnici, ne te blage kolesarje, ampak tiste bolj resne. Stevanovič pa isto, ne? On je takrat te najbolj nore proteste vodil, ko so celo šli na avtocesto, kar je bilo pa nevarno. On pa je pobegnil takrat, na nek način. Ja, pa še policija ga je nekaj pregadjala. Ki so njegovi prijatelji, ker je nekdani policist. Jaz sem prav vesel, da se je končno po lastni napaki pravzaprav se je uteril, kam paše, razkril. Bil je pa tudi pri Zmagu Jelinčiču, ne podpredsednik. Čist po lastni napaki in jaz mislim, da je bila prelomnica tisto, ko je mislil, da to pač ne bo opaženo v slovenskih medijih, ko je šel nacionalističen torej medij v Srbiji, ki je znan
potem, ne, da ima pravzaprav to noto Srpske pravoslavne cerkve in pa Akademije znanosti in umetnosti srpske, za katerega se ve, ne, javna tajna, da je pod kontrolo Srpske obveščevalne službe, ki daje kljukice, kaj gre ven in kaj ne. In ko je odprl temo, ki je značilna tema za srpske nacionaliste. Manjšina v Sloveniji. Ne? Takrat, tle jaz mislim, da je, bom rekel, in jaz opozarjam tiste ljudi, ki so se namenili njemu glas dati, da morajo tudi to upoštevati, ne samo njegovo leporečje. Ne? Tudi to je Zoran Stevanovič. Ne? Ja, da druga stvar je bila pa tole s tem kosilom, ne? Ja, ne, to je pa druga. Ampak potem se on začel ven vleči, da on ne bi šel, ampak spet, tako kot smo v začetku rekli, on bi šel, pa potem je javnost reagirala, pa ne bi šel, pa bi svojega človeka poslal in polk je ugotovil, da je to preveč revolta, je rekel, zdaj pa jaz ne grem. Ne? Ampak kje je tle point? Point je v tem, kako ga Golob prepoznava kot lider levice. Ne, formalni. To bo je verjetno Janković svetoval, ne? Ja, to pa ne vem. Pa tudi Kučan ne bi lani poleti. Ja, govoril, da je... Treba je še nekaj upoštevati. No, javnomenske raziskave zadnjih 5 mesecev, jaz jih redno analiziram, ne kažejo, da je pravzaprav Stevanovič ob SD-ju najresnejši kandidat, da pride v parlament, gre za te leve stranke. Ne? Ma v bistvu celo boljše rezultate od levice zadnje čase. Ja, ampak na zgodbo, ki jo je recimo lahko prodajal zdaj 3 leta. Zdaj vprašanje, kako bo v nadaljevanju. Ne, to zadnje mesece, zadnjega pol leta, se prej ni bil toliko močen. Mislim, da tega še ne zaznavajo tega. Vprašanje je samo, ali mu bo uspelo to zadržati. Ja, tudi zdaj so bila neka nihanja decembra, januarja, ne, gor dol, ni čisto jasno, kaj je bilo in so možna velika presenečenja. V resnici on je absolutno lahko pod vodo ali pa nad ledino. Mislim, da ga zaradi teh raziskav resno jemljajo, ne, tudi na levi in zato ga je Golob povabil, da prvič, da ga malo zniža. Ne. To je uradno stališče Golobovo, ne? Ja, da je vabil vse nad procentom. Ja, drugič, povem, da če bi bil... Kaj to misli, da ga uradno zniža? Ja, če pride k njemu, ga je spravil pod sebe in ga s tem avtomatsko zniža, drugič pa potencialno, če mu pa vendarle uspe, je pa njegov partner. Ne? Sej druge možnosti spokojno Stevanovič. Po tvoje je namen tega kosila tudi to, da bo Golob javnomnenjsko nižal partnerja. Mora biti jih bo, če bi se to potihem dobili, bi mogoče probal nekaj od teh partnerjev tudi prepričati, da grejo v koalicijah, da ne grejo glasovi v nič. Ker če nekaj teh strank dobi 3%, to direktno zgubi. Golob zdaj pravi, da upa, da bo na tem kosilu nastala tudi možna kakšna skupna lista še nekje, ne samo med Vesno in med Levico. Ne? Ja, to bi bilo bolj pametno potihem narediti, ne pa na takem spomlanem kosilu. Ne? To je nenavadno. Dejstvo je, kar se kaže po teh potezah. Pred kamerami, ne? Ja. Dejstvo je, da so torej zdaj ugotovili, da zmagati volitev ne morejo, če gledamo samo stranke. To je, da ne bo ponovil rezultata iz 22, da ne more prehiteti Janeza Janšo, to je zdaj mislim, da jasno. Scenarij B... Čakaj, ti se govoriš o Golobu. O relativni zmagi. O relativni zmagi. Okay. Ne? To je izključeno, kot kaže ta moment. Zdaj, scenarij B je zdaj ta Šarčeva sestavljanka, jaz rečem. Ne? In jaz mislim, da na to oni igrajo ta moment. Ne? Poskusiti sestaviti vlado z večjimi strankami, izolirati Janeza Janšo. To ne samo sedanja vladna koalicija, še zraven. Ampak kaj je drugače, kot je bilo takrat? Ne? Imamo tle ključnega igralca, ki lahko potegne veliko in to je Logar. Ne? Takrat ga ni bilo na samostojni poti. Ne? Tako da tle je veliko enih čejev, drugi če. Ne? Ali Golob zna vladati s 15 do 20% in torej ne vladati, sestavljati koalicije. Ne? Skratka, a veš, njemu je bilo do zdaj vse postreženo, ne? Na pladnju je dobil vse. Ne? Jaz sem prepričan, da je on približno tak profil kot Zoran Janković, da ne zna sešteti do 46 na tak način, če mu to nekdo drug ne naredi. Ne? Prava katastrofa je bila raziskava javnega mnenja zdaj, ne v delu, ne samo noben ni povedal. Ne? Po tej raziskavi bi v parlament prišlo kup nekih novih strank, ob tem, da bi bil Golob precej za Janšo, ne? Da bi SD neutralizirali NSI, imeli bi noter močne demokrate, ampak zraven bi prišli pa še SNS, Zmaga Jelinčiča, ki bi prišli na parlament. Pirati, ki niso zanesljivi. Ne? Prišel bi tudi gospod Stevanovič, ki spet ni čisto zanesljiv, ne? In noben drug. To pa je nerodno. Ne? Pravzaprav niti slučajno ne bi mogel Šarčeve koalicije sestaviti Golob, ker je nima. Zakaj ker mu je ne? A misliš, izpadla. da recimo ena resnica Resnica ne bi imela mora biti, scenarija
da podpiramo vlado, ne bomo pa formalno v vladi. Zmago Jelinčič bi po mojem rajš potihem se dogovoril za zmagovalcem volitev kot s poražencem. To je že preteklost. Jaz mislim, da tudi Logar bi imel problem se dogovarjati s poraženci, da bi z Levico sestavilo... Ampak Peter, izoliri to zgodbo, koga lahko podprejo te stranke, ki se jih naštel, Resnica, Pirati. Logar pa sem Ne, Logar. O vseh govorimo, ne? Dobro, Logar jaz mislim, da bo nad Resnico in nad Govorimo Pirati, o tem, da tudi, če bi Golob hotel sestaviti vlado, bi jo moral sestavljati s SD-jem, pol bi pa nujno rabo vsaj še obe, ne? Logarju se pojavlja drug problem, če mene vprašaš. Pri Logarju je vprašanje, kakšne profile ljudi bo dobil v parlament. Čigavi bodo ti v resnici vsi poslanci, ne? Ja, to je Logarjev največji problem, bom rekel, ne? A veš, tako da... Pazi pa to še po njihovi raziskavi, za katere vemo, da je zadnja leta vsakič udarila na obeh referendumih in na evropskih volitvah zelo mimo, pa tudi ni udarila mimo enkrat levo, enkrat desno, ampak vsakič v prid leve strani. Enemu, tako da tu bi jaz bil še bolj previden. Ja, drži, ja. Zato se mogoče tudi sestajajo, ker je kriza huda. Ker da bo Golob tako, a veš, vabo ljudi in bodimo pošteni, mogo se tudi malo jim podrediti v smislu ujčkanja, jih malo pobožati. To ni Robert Golob, on to ne ujčka, on meče čez ramo. Mene je presenetile njegove izjave na državni televiziji, ki si jo je podredil, tam izvedel pa čisto janšiste stran spravo, da obstaja neka nevarnost maščevanja. Maščevanja, mislim. Da se moramo bavati tega, da ne bi druga stran prišla na oblast in se maščevala. Vsi to je retorika povsod zdaj. Ne, to je rekel na državni televiziji, kjer je izvedel čistko. Jankoviću, ker je bilo smešno še z tega vidika, ker ko so vabili opozicijo, potem Janša tudi ni hotel priti, ker so tam izvedli čistko in zdaj noče več tega hoditi. Zaradi tega ne gre, zaradi čistke. Jaz mislim, da je to logično. Če so te ščistili tam, zakaj bi pa tja hodil? Vse novinari so to čistko podprli, da ne sme največje opozicijske stranke tam biti. Pač, ni je, ne? In tudi ne hodi tja, ne? Ampak da zdaj pride šef vlade, ki je to naredil, katerega uradna politika je bila to, da je treba ščistiti ljudi, ki niso svojega nazora. In da zdaj treba pa paziti, da ne bi kdo drug kaj takega delal. To pa je. To pa je kolektivna psihiatrija. Zdaj Golob ni povabil Karla Jauca, se pravi njegove stranke Zaupanje na kosilo, in ni povabil Vlada Dimovskega, predsednika stranke Generacij, čeprav oba dva ta trdita na glas, da sta levi stranki. Pri čemer so mi pač upozorili nekateri, ki so za Jauca, ki so blizu Jaucu, da naj bi Golob in njegov krog Jauca detektiral kot desničarja, ki bi se lahko povezal z Janšo. Mogoče mi vsi pozabljamo, to verjamem, da Karla Jauca, da ga vidijo kot nezanesljivega partnerja. Javec je razlagal okoli, da on Levici več nič ne dogaja. Jaz bom to omilil, pa bom rekel, da ga vidijo kot nezanesljivega partnerja. Pri Dimovskem je pa malo drugačna zadeva. Dimovskega spustiti, ker naj bi bil, ne vem, karkoli že, je pa smešen. Jaz mislim, da je tle pri Dimovskem ena druga stvar. Ko je bila Pahorjeva vlada, ko je bil Pahor predsednik vlade, je imel Dimovskega za nekega svetovalca, če se jaz dobro spomnim, v kabinetu. Ali je bil zunanji ali je bil notranji. Takrat je prišlo pri nekih energetskih temah, to so meni energetiki pravili, do zgodbe, kjer Dimovski ni želel imeti nekih odnosov z Golobom, kot si je Golob želel. Torej, da ima nek privilegij pri levih predsednikih vlad. In Golob je zelo pamtilo, bodimo pošteni. On je pač tak, kot je. In jaz mislim, da to Dimovskemu vrača, po drugi strani pa, če gledaš ti to sestavljan kot ta moment, kdo je povabljen, Han, Prebilič, Kordiš, da ne naštevam. Za te je recimo en Vlado Dimovski v teh državno-gospodarsko-ekonomskih pogledih vendarle ta mata. Se pravi, da bi Dimovski začel predavati? Verjetno bi, Vlado Dimovski bi verjetno si tam vzel pravico profesorstva. Je pa še ena pomembna dimenzija. In pri Erjavcu in pri Dimovski raziskave javnega mnenja kažejo, da v zadnjih mesecih nista nikoli prebila deleža 0,1%.
in sta irelevantna. Ja, celo če gresta samostojno na volitve, ne kradeta levici, ker nimata nič. Če se s kom poveže, če bi se z prerodom povezal Dimovski, bi bil problem. Ampak to je že v ustavo, kot se ti napisal Milan Kučan v ozadju in se ne bo zgodilo, tako da tu ni nevarnosti, zakaj bi torej izgubljali čas z dvema dejansko obrobnežema. Čisto vseh, pa ne moreš povabiti. Ne, po javnomnenjski raziskavi. Peter, poglej, kaj če uspe zgodba recimo združitve, sodelovanja Preroda in Dimovskega. Dimovskega pa ta moment ni na tem kosilu. In recimo Dimovski dobi 3 poslance. Govorim na pamet, čista špekulacija. Zdaj, ti 3 poslanci dvom, da bi bili lih strankarsko, ideološko zavezani, da bojo pa zdaj podpirali samo Goloba ob dejstvu, da jih je na stran dal in rekel, lejte, nepomembni ste mi. Mislim, v tem kontekstu probam jaz razmišljati. Če se že greš kvazi Drnovška, in neko poskus obuditve 94. združitve LDS-a, tiste formalne združitve, tle ni tle formalna, potem moraš zelo jasno politično razmišljati. Tega pa Golob ne zmore. To je problem Goloba. Pa pri Erjavcu je še en problem, ki ga tu noben ni omenil. Erjavec je daleč najbolj ob Stevanoviću proruski politiki, je podrejen Kremlju, on je tudi hodil, bil na obiski, več je bil v Moskvi kot v vladi na sejah vlade, ko je bil zunanji minister, obrambni minister, tudi sodeloval je pri tem, da država se ni oborožila. Imeli smo kup škandal, on je bil vedno zraven. Tako da tudi tu Golobo to, po mojem, on vendarle, čeprav ne pomaga najbolj Ukrajini, se vendarle skuša v Evropi držati v okviru, to kar ni slabo, v okviru tega liberalnega bloka, ki obsoja ruski napad na Ukrajino, kar je za vladarje po mojem pametno in bi mu prisotnost Erjavca pravzaprav škodovala, ki je skrajnež. Se take skrajneže najdemo na skrajni levi in skrajni desni. Prisotnost Jankovića mu pa ne škoduje, kot če vedno. Na volitvah ne bo nastopal teh. Kdo? Janković? Ni igralec. On je veliko ime, ki vpliva na volitve. In je zelo povezan z Rusijo, ampak to je znano, tradicionalno. Tako da ta argument okoli Karla Erjavca jaz ga ne bi kupil, da je to zaradi ruske zgodbe. Erjavc nima te vloge kot Janković, pa voljivcev. Mislim, da Golob tle ni tako globoko razmislil. Jankovića izročil. Jaz mislim, da je on predvsem besen na tega Erjavca, zaradi teh Erjavčevih izjav v Golobu na Twitterju in tako dalje. Zoper vlade. Ko on se razšlako, Erjavc hotel v bistvu postati veleposlanik, nekje, mislim, da v Kajevu, pa Golob ni bil za to, ni hotel podpisati in takrat je počel benzina. Jaz mislim, da je to so čiste praktične zadeve. To kosilo je treba gledati samo v luči kulta osebnosti Roberta Goloba, grajenja kulta osebnosti Roberta Goloba. Nič drugega. Ker verjemite mi, jaz trdim, da začel sem gledati serijo Netflixa o vzponu in padcu Adolfa Hitlerja. Ampak najena je skozi v bistvu biografijo enega ameriškega vojnega dopisnika, oziroma dopisnika, ki je bil takrat v 30 letih v Nemčiji. Ampak prav neverjetne podrobnosti, ampak zdaj, da me ne bo kdo postavil sodišče, ampak to je v bistvu v dobro Aleša Štancarja, ki ga preganja Golob te sodišču, neverjetne podrobnosti vzpona Adolfa Hitlerja in bom rekel te njegove tiste kampanje, kjer je potem postala njegova stranka, največja stranka v nemškem parlamentu in on potem postal po spletu okoliščin kancler, kako je v bistvu Goebbels naredil predvolilno strategijo tako, da ni podajal programa, da je podajal Adolfa Hitlerja. In podobno se tukaj dogaja. Tukaj ni dobenega programa, je samo v bistvu Robert Golob. S to razliko, da v Nemčiji takrat je bila kriza in so bila... To so druge dimenzije. Hočem samo to, ker je bistveno. Torej za levega volilca je to bistven podatek. Da je takrat v Nemčiji bila kriza, ki jo je nacizem izkoristil. Pri nas pa ni bilo nobene krize. Krizo je ustvaril Robert Golob in njegova vlada. Poglejmo zdravstvo, poglejmo gospodarstvo, poglejmo zunanjo politiko. On svoje volilce prepričuje na temelju... Če ne bi bilo zloma Njujorško borzo takrat, bi Amerika še vedno financirala in Nemčijo in Hitler nikoli ne bi bilo. Neko aktualno dimenzijo bi še potegnil v te razprave, ko gre za Goloba pa Štancarja. Jaz mislim, da je ravno kar Golob doživel strahovit udarec v sporu, ki ga je sporožil proti Štancarju, ki v njemu ni rekel nič tak strašnega,
kar recimo ne bi dosti manj kot Mladina objavila proti Janši, ne, ampak ravno kar je Evropsko sodišče presodilo, ne, ko je šlo za spor med Mladino pa Brankom Grimsom, ki je Mladina Branka Grimsa in njegovo družino primerjala z Goebbelsom in njegovo družino, ne, da je naša država in naše sodstvo, tudi ustavno sodišče, čeprav jim je presojalo, ne, kršilo pravice Mladini, ne, in svobodo govora, ker jih je obsodilo na neko denarno kazen. Ne. Glede na to razsodbo, ne, je naš predsednik vlade, po domače rečeno, bedak. Ker že prej smo rekli, da nima šanse, ne? Zdaj pa absolutno nima nobene šanse. To so postopki, ki se vlečejo. On rabi proti Štrancărju momentalen konflikt. Kako bo zdaj Mladina to pojasnila, da oni imajo svobodo govora, da lahko primerjajo Grimsa z Goebbelsom, medtem ko nek Štrancăr ne sme primerjati Goloba z Mussolinijem. Ti pričakuješ, da bo to Mladina pojasnjevala karkoli. Tako bodo pojasnili. Oni lahko Štrancăr ne sme. Vse to je dosto, ja. No, ampak še zdaj proti koncu, zdaj to vprašanje, no, ali zdaj to pomeni vse to, kar se dogaja ta vikend, pa to kosilo in tako dalje, ti partizanski obhodi Goloba, ali zdaj to pomeni, da v bistvu v predvolilno kampanjo vstopa samo zgodba Anti-Janša? Anti-Janša, klasika, lažno navedeni uspehi vlade Roberta Goloba. To se je videlo v ponedeljek, ne, v intervjuju, ne? Vse je fantastično. Zdaj Gaza je odpadla, lahko da se kaj zgodi še v Venezuelo ali Iranom, kjer bojo predvsem skrajni... Same težave za levico. Če Trump napade Iran, bodo naši Iran branili, kako? Režim proti protestnikom. Režim Irana bodo branili. Ne bo, ja. To knori pa niso. Ja, ne vem, Fajonova, se veš, ne? Ne vem, če ne. Ženske, dekleta, ki jih ubijajo, zastreli od zadaj v glavo. Tega ne moreš, tega, kar se počne, se ne da braniti. Doslej je bila Fajonova glede tega tiho, ne? Ja, so pa tiho, to je sramota za našo državo. Tudi se iz zasede ubijali, pa no, ampak razlagam, zdaj pa je res brutalno v Iranu, no, in to se ne da braniti, ne. Zdaj prvi odziv je CIA in Mossad, ne. Torej pri nas je prvo, da to ni iranska revolucija, ampak da je to oranžna revolucija CIA in Mossad. V to smer lahko pričakujemo, kar se tiče zunanje politike. Saj si ti pisal ta teden o zunanje politiki oziroma varnostnem svetu, a imajo kakšne rezultate za pokazati? Valite, ko sem videl, da je celo 8. marec začel braniti dekleta v Iranu. To se pa malo motiš. Oni so v stilu STA-ja samo napisali, ni bilo tistega klasičnega njihovega odziva, komentarja in podobno. Se celo navedli so vir Guardian, ne, in to je bilo vse. Niso dodajali svojih not, kar je značilnost tega inštituta. Pa poleg te zgodbe Anti-Janša, ne? Je nekaj sporočil in ta so provokativna. Ne glede na to, da smo v njih zelo slabo mnenje, mislim, da imamo tu veliko težavo tudi sicer, ne, ker se kot nevladne organizacije, politične organizacije nikakor ne bi smelo financirati, morali bi tudi transparentno delovati, ne. Glejte, tudi 1. maj od CD-ja, ne, pa še kup takih, ne, to je popolna zloraba davkoplačevalskega denarja za to, da se financira kampanje na goljufiv način, ne. Ampak to sporočilo mi je vendarle vsaj bilo človeško, provokativno in zanimivo, ne, in pa bo povzročilo težave. Jaz mislim, da tu bo zelo težko vladnim strankam, ne bojo mogli iti v kampanji, tu si malo naivno. Kampanja, ki bi branila Madurota in mule v Iranu, Peter, gre to si naivan. 8. marc bo to dal neko sporočilo bom rekel, v stilu STA-ja. Ne bo tistega fajtanja, dnevnega slikanja, snemanja, boja. Še najmanj pa ne kritike vlade, to pa nikoli. Tega ne boš dočakal. Tega ne boš dočakal. Druga stvar, ki bo poleg te zgodbe Anti-Janša, je pa očitno, zdaj vidim po teh zadnjih nastopih Jaše in Nula, je to, da se bodo organizirali, ne, očitno namerava se ta tako civilna družba organizirati, ne, da bodo pač nekako novačili, ne, volivce na volišča, to, da volijo levo sredino, ne. To je pa zdaj, bom rekel, ta aktivacija je pa zdaj bila totalno eksplodirala. Napoved, da bojo Jaše in Nula, da bojo šli po Sloveniji, meno prvo, kar je na misel padlo, je to, kako bojo tam nekem kraju obrtnikom, ki so mogli zapreti obrt, pa kmetom, ki so na koncu živci obrazložili, ne, zakaj morajo plačevati določene stvari več, ne, in zakaj
starega ata ne morejo k doktorju odpeljati, oziroma zakaj ni posle v domu za ostarele. Po Sloveniji. Skratka, ta je malo bolana, ne? Ta napoved je pa res, to je pač strategija obeh strani, tisti zmaga, ki svoje voljivce spravi na volišča in to bo desnica in levica delala brutalno. Te so zdaj dojeli, da bo tokrat verjetno podeželje odločalo volitve. Ne? To sem že 2 meseca Cela država bo. Ne, podeželje v smislu, da bo podeželje verjetno se bolj aktiviralo, kot se je na zadnjih, ali pa prej, ne, za to desno stran in da mesta, predvsem Ljubljana, Maribor, ne bosta imela več take moči nad končnimi rezultati. Ja, antifašizem pa je predvsem namenjen temu, ne, kar je druga plat, ne, je tole, da je treba iz medijev največjih absolutno umakniti to, da imamo nič gospodarske rasti, da se je dramatično znižala, 2 milijardi minusa, milijarde 700, pa 2 milijardi naslednje leto, polom v zdravstvenem sistemu, kjer zdaj še krčijo storitve, da bodo ljudje še bolj trpeli in čakali na operacije. Če pa je že v mediji, se pa ne sme povezovati z vlado. Če pa je v medijih, je pa kriv Janša. To je antifašizem. Po novi strategiji so zdaj doktorji krivi za ki so pa tako rekoč janšisti, ker je Janševa soproga, zdravnica, je tako 14 dni nazaj smo poslušali o velikem uspehu reforme v zdravstvu, v 14 dneh očitno se je ugotovili, da ljudje ne verjamejo in zdaj so doktorji krivi, da ni uspela reforma. Še eno vprašanje, a so tukaj kakšne novosti, kako daleč zdaj to povezovanje z Nove Slovenije, Fokusa in pa SLS-ja? Jaz podrobnosti ne poznam. Zapakirano že ali ne? Jaz podrobnosti ne poznam, vidim pa, da je močna volja, da se to naredi. Aha, ni pa še. Jaz mislim, da veš, naletiš na 101 težavo, od tega, kako se bodo delile finance, do tega. Še prej, ali lahko preostali 2 stranki, torej SLS pa Fokus, sploh dasta ustrezne kandidate, ki so privlačni. Pa še zadeva, ki je zginilo z medijev. Jaz sem bil na programski konferenci NSI-ja nedavno, in tam so bili predsednik obeh teh strank. IEK, ki meri, dela javnomnenjske raziskave sistematično, tudi decembra meri to koalicijo skupaj. To je ustanovila IEK NSI. Najbrž že vejo, zakaj to delajo. Res pa je, da Mediana pa drugi pa ne merijo skupaj, ampak s tem manjšajo rezultat NSI-ju, kar jim ugaja. Medtem ko pa merijo skupaj, pa levico pa vesno, pa tudi ne vedno. Enkrat ja, enkrat ne. Ker spet je, dosežeš taka pa drugačen cilj. Tako da tu je velika zmeda. Zdaj v resnici mi za nobeno od teh koalicij ne vemo, ali bo res skupaj nastopila, ali ne bo še kakšna dodatna, zato ker se v Sloveniji kandidature vlagajo tik pred volitvami. Imamo volilni sistem. Kdo so kandidati, bomo zvedli 2 tedna pred volitvami in jih sploh ne bo mogoče preveriti. To je tudi namerno narejeno. Voli se pa itak stranke, ker so ti kandidati samo vabe. In tudi do so koalicije se bo dejansko videlo šele 30 dni pred volitvami. Tako pač je. Uradno. Takrat, ko se vlagajo. Zdaj vsi sam govorijo. Teoretično jih je že možno vložiti, ne? Teoretično. Niti še ne. Trenutno še ne, je pa mogoče zbirati podpise za to. Vlagati mislim, da še ne. So rokovniki določeni, da bi pogledali. Dobro, a imamo še kaj? Počakamo na konc kosila, ne? Čakamo danes konc kosila. Beli dim. Skratka, Peter, Miran, najlepša hvala. Mi se znova vidimo ta petek v novi Uri resnice. Bomo videli, kaj se bo vmes do takrat zgodilo. Nadaljujemo takrat seveda politično komentiranje, takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.